Že tretje leto zapored je Apple predstavil tudi večjo različico svojega paradnega izdelka. Tako kot vsaka od teh generacij ima tudi zadnja veliko prednost pri kameri. Poleg velikosti pa je to malodane edini ločilni faktor. Kot vedno je iPhone eden najbolje grajenih telefonov na trgu in tukaj ne moremo ogovarjati Apple za njihov trud. Oblika ostaja malodane nespremenjena, kar je dvignilo nekaj prahu, a še zdaleč ne toliko kot odsotnost vtiča za slušalke. Apple to rešuje s priloženimi slušalkami, ki imajo Lightning vtič, ter adapterjem, s katerim boste lahko svoje obstoječe slušalke prav tako priklopili na Lightning vtičnico. Ukolikor imate Bluetooth slušalke, pa še toliko bolje. Tako sintetični testi kot realna raba pokažeta, da je iPhone 7 Plus, tako kot njegov manjši brat, najbolj zmogljiv mobitel na trgu ta trenutek in karkoli manj bi bilo v resnici razočaranje. Zaslon na iPhone 7 Plus je objektivno najboljši zaslon na kateremkoli mobitelu ta trenutek. Ne govorim o gostoti slikovnih pik, ampak o barvnem obsegu in svetlosti. Večji barvni obseg boste seveda zaznali predvsem v navezi z novo kamero, ki prav tako zna zajemati fotografije v tem večjem barvnem obsegu. Ko smo že pri kameri, ta je po novem dvojna in omogoča uporabo dvokratnega optičnega zooma. Druga kamera ima namreč vgrajen objektiv, ki zajema fotografije pod ožjim kotom. Kot vedno so fotografije ostre, nasičene in polne podrobnosti. Letos je z iPhoneom 7 Plus uradno izšel tudi iOS 10. Prvo novost boste opazili že takoj, ko boste prvič poskusili odkleniti zaslon telefona. Apple je odstranil tako imenovani Swipe to Unlock in sedaj za odklepanje potrebujete dva pritiska na domači gumb oziroma dvig telefona in pritisk gumba, če imate iPhone 6s, 6s Plus oziroma iPhone 7 in 7 Plus. Ko smo že pri domačem gumbu, ta po novem ni več fizičen, ampak za klik in občutek pritiska poskrbi tako imenovani Taptic Engine, ki z vibracijo dobro prikrije dejstvo, da se ta gumb ne premika več. Druga velika novost je seveda iMessage, ki po novem pozna veliko novih trikov. Poleg nalepk in drugih zabavnih elementov je tukaj še integracija aplikacij, ki lahko hitro delijo podatke brez zagona same aplikacije. Kateri iPhone torej izbrati? Odgovor je resnično popolnoma preprost. Živite za fotografijo in potrebujete vse pritikline, ki jih prinaša različica Plus, oziroma ali nujno potrebujete večji zaslon? Če je odgovor na katerokoli od teh dveh vprašanj pritrdilen, potem kupite iPhone 7 Plus. Sicer pa prihranite nekaj denarja in kupite njegovega manjšega brata. Za vse ostale podrobnosti pa obiščite Tehnik in si preberite test na dlani.